prav nekam sem mogel skrt, kakšen skrivač, pa bomo videli, ali gre, ali ne gre. Tole sem pa na strehi zapuščenega hotela Igman. Ja, moj zlati konječek, ja, kako si lep. Konječek, me boš po pleši polizal, a? Poglejte, kako je lep, pa žal zapuščen. Koža, pridi k meni. Lepo, zanimivo, kako gre v papučah tule dober. Evo, prispeli smo na Željevo. To je naš prvi postanek našega 7-dnevnega potovanja po Bosni in Hercegovini z mojim sledilci. Zdaj bomo videli, ali se bomo tle z avtom not zapeljali, mislim, jaz se bom, ali se bojo tudi še vsi ostali hoteli. Da se boste pa videli, kar lepa skupina ljudi. Evo, prispeli na Štrbački Buk. Evo, tlele pravijo, da moraš upoštevati pravila, da kazne so od 10 evrov do 750 evrov. Evo, lejte. In tale mi ne paše glih, ne. Bomo videli, če se bomo znajdeli. Skril ne znajdeli, no. Zaradi tega le smo prišli. Moram povedati, da nikoli še nisem videl tale slab stok malo vode. Tole mi še malo težava, ker proti soncu snemam. Bom pa, saj sem rekel, probal dron spustiti, pa da vam malo bolj pokažem zadevo. Glavnem tisti, ki ne veste, ne. Peljal sem skupino sledilcev na izlet v Bosno in zato tudi bolj malo snemam, ne. Tam Željeva niste nič videli, pa še ene druge stvari, tako da se bom potrudil, da čim več posnamem. No, bi pa vas prosil, tisti, ki niste naročeni na moj YouTube kanal, se naročite, samo klikneš gumbek, naročite se, pa še zvonček in to je to. Zdaj grem pa iskat plec za dron, se pravi, nekam sem mogel skrt, kakšen skrivač, pa bomo videli, ali gre, ali ne gre. Evo, punca maha mi, sem mislil, da je ne bi smo snemati, pa je kar bila za to. Sej to, ne, te, ki so zakrite, ne, sej to ne pomeni, da so zdaj neke verske fanatiki, ne, tako da tudi mrske, sem se že pogovarjal s tem ženskam, govorimo o arabskem svetu, so čist normalne punce, tako da čist ok. Evo, Štrbački Buk v vsej svoji lepoti, ampak še veliko lepš pa bo, če mi bo drona uspelo spraviti gor. Jaz tle vedno uživam, mene tle vedno dober. Prispeli smo v Martinbrod, meni tudi zelo lep kraj, reka una, en lep slap in samo tole, lejte, če pogledate, ne,
Meni je že tole fantastično. Lejte, kako lepo. Pa ni to lepo. Mislim, jaz sem ljubitelj vode. Zdaj malo manj vode in še nikoli ni bilo tako. Moram reči, da mi je zdaj tole najlepše. Ne, tudi tle dol je pa, kakor vidite, dež pada. Tako da se naupam drona spustiti, da mi ne kje strmoglavu. Pa bi bilo ful lepo, pa še kaj nadun, ta velik slab bi ga spustil. Zdaj gremo pa še naprej, boste videli, bo zanimivo. Tole je pa mali slab, vreden zato, ker un tam je veliki, ki ga sicer nismo šli pogledati. Ta je pa mali. In kaj je fino, hladno in prijetno, ne moreš verjeti. Zdaj smo pa že v Drvarju, tole je Titova pečina. Tle se moraš gor pospeti, pa glede na to, da je glih dež padal, pa da sem že 20krat gor bil, ne bom šel. Lejte, je pa gor tamle hiška, odzad je pa pečina in tukaj se je Tito pred Nemci skrival, ko so Nemci izvedeli tukaj na Drvar desant, to pomeni padalci, in so tukaj skoraj ratali jim je ubiti Tita ali pa ujet. Tako kar malo sreče je bilo. Tale muzej je tudi zanimiv za pogledati. Je tema bitka, mislim se prav ta desant na Drvar. Tamle na strani je pa še en etno muzej, pa tudi, ko ste tukaj, tudi za pogledati. Ampak meni je tale bolj zanimiv. Časovno nam ne gre najboljš na tem potovanju. Se že mrak dela, mi pa šele v jajcu na mlinčkih. Ampak te mlinčki so vedno lepi in zanimivi, tako da jaz se rad ustavim. Zdaj pa še dol na slad, nekaj pojest in potem pa proti Palam. Spet smo super sprejeti pri Jozotu, evo, pričakal nas s parkingom in rakijo, tako da Jozo, ful hvala. Kad su prišli Austro-Ugari u Bosnu, napravili su gimnaziju i Davšnu. I sad u gimnaziji je etnomuzej, a u Davšnoj su kulturno-istorijska društva. Ura je 1:30 zjutraj in evo, prispeli smo v hotel. Tole je moja sobca. V hotelu Jet Set ni nikoli slabo. Čeprav sem ponavadi v boljših sobah, zdaj sem pa šefu rekel, ker je hotel poln, sem rekel, da nočem jaz imeti najboljšo, da ne bojo moji sopotniki mislili, da imam kakšen privilegij, ampak tole še zmeraj noro dober, vam pa povem, da so tudi mnogo boljše. Evo, prispeli smo na Mokro goro. Na odzadju vidite našo skupino, s temle muzejskim vlakcem gremo. Poglejte, kako so to ozki tiri. Šefe hotela ful nam pomaga, nam je pomagal pri rezervaciji, pa vse. Zelo bilo narodno, da pridemo, mislim, pol pa kart ne dobimo, tako da, ampak bo vse zrihtano. Jaz sem drugače tukaj že 10krat, 15krat sem šel, pa se vedno veselim, ko grem še enkrat, tako da super, gledajte naprej, ker tole boste videli, da je zanimivo. Vsi mrzlično iščejo plec, jaz bom pa kar tlele med vagoni, je najboljš vidiš, najboljš posnameš, tako da, ampak dobro, tudi jaz, ko sem bil ta prvič, nisem vedel, da je to najboljš, tako da če bo kdo šel, ne ima to v mislih. Prispeli smo na zadnjo postajo, Šarganske Osmice.
Imenuje se Šargan Vitasi, vidite tukaj napisano. Ne vem čisto točno, kaj to pomeni, drugače so pomeli včas drugač, smo se že vmes nekaj ustavili, zdaj pa zgleda, da se ne bomo, se bomo pa nazaj grede ustavljali, kar je mogoče celo še boljš. Tukaj imamo zdaj 10 minut pauze, pol pa nazaj, seveda z ustavljanjem. Evo, još je to. Tukaj na Šarganski osmici sem srečal mojo sledilko Renato iz Bele krajine in ugotovila so, da imava skupnega znanca, to je Damir Drakolič iz Metlike, tako da ga obedva lepo pozdravljava. Definitivno, Damir, pijaču si nam dolžen. No, super. Lepa miča. Poglejte, kako je lep, pa žal zapuščen. Kuža, pridi k meni. Pridi, ali se me bojiš, ja bojita se me, reveža. Tukaj smo se ustavili čisto za kratek čas, da vidite, kako gre ta osmica. Glejte, tukaj vidite dva tunela, ne. Vidite, kako gre to v osmici, zdaj ne vem, če se predstavljate. Tukaj nazaj grede smo se zdaj ustavili na teli Jatare postaji. Tamle odzad je včasih en slapek bil. Samo zdaj tle vidite, nič ne teče voda. Pozimi je to kar teklo, je bil tle oranž slapček. Potem tukaj greste lahko gor po stopnicah, je dober razgled od tamle, še naprej lahko greš. Jaz bom pa izkoristil, da grem kele mal nazaj in bom spustil drona. No, zdaj imamo še možnost vak pogledati, gledajte, kakšen je zanimiv ta zaden vagon. Ta bo malo drugačen. Zanimivo. Evo, to smo na postaji. Dronček pripravljen, čisto na hiter ga bom spustil. Tako da malo vidite tole še iz zraka. Tole je pa železniška postaja Golubiči, mogoče najbolj zanimiva. Zaradi tegale avta, pa tudi imaš občutek, da si res prišel na neko staro železnico, tako da meni je tole zelo zanimivo. Evo, takole. Da so vsi navalili na tale avto, sve res interesantna zadeva, lejte, nikoli ne moreš vedeti, kaj turiste privleče. Lejte, tale avto je zgleda zelo pretegno. Tole pa zgleda, da je najbolj interesanten postanek. Tukaj kamen ljubezni, če se ga dotakneš, če daš kakšen nar gor, bo ljubezen cvetela, tako da, evo, ljudje kar veliko daje na ljubezen. Tistele dve punce tamle so kar obe dve dale denar.
verjamejo, da zdaj ljubezen pa bo, tako da napišite v komentar, kaj mislite, bo to zdaj laufalo ali ne bo. Pravijo, da se moraš tega kamna dotakniti in da ljubezen laufa, evo, jaz sem se kar usul, tako da to bo zdaj zalaufalo tako, da si misliti ne morete. To smo zdaj pa že v Drvengradu, Mečavnik tudi temu pravijo. Tole je popolnoma vse z lesa. To je lastnik Emir Kusturica, znan srbski oziroma bosanski režiser. Isto je nagovil Kamengrad v Višegradu, kjer je pa popolnoma vse, popolnoma vse iz kamna in se pravi pa Kamengrad. Tako da gor na vrh je bolj zanimivo kot tukaj. Vam bom tudi pokazal, samo ne bom govoril, zato ker tam neka muska špila, pa bom drugo musko čez dal. Tako da glejte naprej, mogoče pa tudi celo z dronom posnel. Čeprav so tle table, da se ne sme, ampak jaz bom šel izven, ker ni tabel, pa bom posnel. Zdaj smo pa prispeli v Višegrad, v Kamengrad. Vidite tole Mehmet Paša Sokolovič in te dva sta bila brata. Se pravi, Mehmet Paša Sokolovič je bil, se pravi, muslimanski vojak, rodom Srb. Njegov brat zgleda pa pop. Tu sem nekaj enkrat nekaj slišal, ampak čist detalje ne vem. No, lejte, Kamengrad zgleda pa takole. Se bomo sprehodili, da vidite, čist do konca. Na koncu je zmeraj cirkusa. Tam bom jaz tudi dron spustil. Lejte, tudi Vizantinski dvor. Bizantinski dvor. Aha, lejte, to pa še nisem videl, to so pa zgleda na nov naredili, lepo. Tole, ki pa vidite pred menoj, je pa vidite Ivo Andrić, 1892 rojen, 1975 ga umrl. Vidite, ni to tako mehna zadeva, lejte, kakšen lep mucek. Evo, tle ta muska špila, ta muska me zmeraj tukaj mot posod, da je zaznort. Tle celo občina, tako da je zanimivo. Evo, vidite, kakor sem rekel, na koncu cirkusa, so še nekaj polepšali, se mi zdi, pa mogoče tale na desno, tale Turan, ni bil včasih. Petar II. Petrovič Njegoš. Aha, to je pa črnogorski. Zanimivo. No, zdaj pa še do cirkusa gremo. Pa tudi noter seveda ne bom govoril. Pol pa zadaj, pa da še ujamem te zadnje sončne žarke, da še en dober dron posnetek naredim, čeprav imam tukaj že nekaj dobrih, samo ta dron, ki ga imam zdaj, je čist drugo. Tamle v daljavi pa, mislim, da tako zelo v daljavi, pa se pravi ta Višegrajski most, Andrićev most, Mehmet Paša Sokoloviča most. In zakaj sem šel tle odzad? Zato, ker sem uočil tole klopco. In lepo tlele se sosedem in spustim drona, boljš ne more biti.
Današnji dan smo začeli z Jahorino. Tole smo gor na vojaškem radarju. Evo, še ostali prihajajo. Sem bojo mogli jeti, če hoče jo vsi parkirati. Tako da upam, da bojo vsi gor prišli, ker cesta je kar tako. Drugače pa lejte, pokrajina, fenomenalna. Tamle gor je že en bunker, kele bomo šli noter. Tako da meni je tole super. No, zdaj gremo pa še tole pogledati, ki je mogoče najbolj zanimivo. Tisti, ki še niste bili tlele, ne veste, zakaj bi tole bilo zanimivo. Vam bom pokazal zelo malo. Glejte, tlele se gre noter v tale rov, kako odmeva. Odhajamo tukaj iz radarja. Tokrat grem zadnji jaz in bom drona spustil in bom drona upravljal, tako da pričakujem zelo zanimive posnetke. Evo, in smo že na Trebeviču, na bob stezi. Jaz zdaj bom rekel, da sem manj kot en mesec sem bil nazaj. Pač tako pride, ampak vse zmeraj rad sprehodim, tako da ni problema. Zdaj gremo gor do starta, pa pol na razgledno točko, pa še pol malo poslikati, pa tako naprej. Danes smo začeli dan na olimpijski skakalnici na Igmanu. Evo, naš sopotnik Fabijan se je tole lotil, je gor do skakalnice, vsaka mu čast. Upam, da ne bo kakšnih problemov. Tle smo šli gor, ni tako grozno, kakor izgleda. Drugače pa no, skakalnica pa takole. Bomo šli še dol, tako da to je to. Današnji dan smo začeli na Belašnici. Šli smo na Igman, na skakalnico olimpijsko. Tole je ta velika skakalnica. Da se tudi gor prideti. Evo, tukaj takole tole zgleda. En del skupine so že dol na zmagovalnem odru. Evo, mi pa tudi še pridemo. Evo me na olimpijski skakalnici. Lepo, zanimivo, kako gre v papučah tule dober. Super je. Gor pa takole zgleda. Ja, pa bi se malo prevrnil. Tole sem pa na strehi zapuščenega hotela Igman. Tisti, ki me bolj redno spremljate, veste, da me te stvari zanimajo, zapuščeni objekti. In zanimivo, da to zanimajo tudi moje sopotnike. Nisem hotel v tole sploh, da se ustavimo tukaj, ampak pol je pa par ljudi izrazilo željo, sem pa rekel, se bomo ustavili in vidim, da je kar interes in da to ljudi zanima. No, tamle je še en zapuščen objekt, ga ne bomo šli gledati, ker je še bolj uničen kot ta. Tle je zanimivo, bomo pol pogledali, bazen so imeli dol, pa tako ne, čeprav je čist razbit, ne, tako da, ampak meni vredno gleda. Tudi bazen je mu tale hotel, lejte, ampak seveda zasut, zapuščen,
najbrž idealno za kakšne žabe. Drugače pa lejte tudi zanimiv balkonček. Tam še odbliži ta drug zapuščen objekt. Tlele gre tudi zanimivo, lejte, takole stopničasto, vsak nadstropje ima balkon. Tako da mislim, to za tiste čase, to so tam leta 80 najbrž začeli delati, je bil tu arhitekturno zelo napredna zadeva. Noter pa lejte, čisto vse razsuto do konca, tako da tako, lejte, za enkrat pogledati zelo zanimivo. Pridi k meni, moj prijatelj, pridi no, pridi k meni, pridi. Moj zlati konjiček, ne, kako sva midva prijatelja, ne, konjiček znam, a, greš znam, a, konjiček, me boš po pleši polizal, a, daj. Kakšen lepotec si ti, Šarplanin si ti, žejen si, ne, ampak lepa si. Po enem letu, evo mene spet v čudovitem Ljukomerju, najvišja gorska vasica v Bosni in Hercegovini. Vedno lepa, vedno zanimiva, obkrožena s tem čudovitem hribi, spodaj 850 metrov globok kanjon. Meni je vedno tukaj všeč, pa še veliko stvari imam za zrihtati. Se pravi, tale hrib moram enkrat osvojiti, tegale moram enkrat osvojiti, pa verjetno še kaj, tako da. Evo, da vam zdaj pa še pokažem vasico od blizu. Dajte, kot da bi prišel v neki drug čas, se verjetno strinjate z mano. Sicer vsak let bo to manj taka, tele hiške bojo obnovili, sicer upam, da bojo naredili lepe, v istem stilu. Čedalje več turistov bo tukaj, ker tole je, to so, jaz 90% ljudi, ki sem pripeljem, so ultra navdušeni, ne. Tako da, in vsak let, ki prihajam, je več turistov. To pa zdaj prihajamo v center Ljukomerja. Vidite, avtomobilov še pa še. Jaz samo, ko sem bil prvič tukaj, je bilo več avtomobilov, ki je bila ena veselica. Ker veselica je bila, lejte, tlele. Ne vem, a takrat ni bilo teh vrtov pa to. No, tamle dol je tist, ko smo lansko let sem dvakrat spal in tudi ponavadi spim. Vam bom dal link v opis videa, če se bom spomnil. Če ga ni, pa če ga rabite, me pa spomnite, pa vam ga pošljem. Dajte, tale lokalček je na nov, tega lansko let ni bilo. Evo, tale brezplačna in sem prepričan, da zelo kvalitetna voda. Tamle je pa, smo odkrili, mislim, se to je bilo že lansko let, sam nisem nič vprašati, pa neka restauracija, kjer bomo pa jeli. Tako da imam občutek, da bo dobro, no. Tamle gor na vrh je pa še ena, ampak mislim, da bo tle boljše. Bomo videli, gledajte naprej. Evo, gledajte, tole domača sirnica, izgleda slastno. Bo po mojem. Za konec pa še baklava. Zdaj nam pa tle šef je pokazal še prenočišča. Samo što nije dobro, što je... Dobro, nema veze, da ljudi vide kako izgleda. Evo, dajte, tukaj je za 10 ljudi. I WC
tuš, super. Moji sopotniki so že odšli, so šli pogledati čez dve reke Bosne nekateri so šli do hotela. Jaz sem pa tukaj vstal, da sem še malo z dronom snemal. Zdaj sem se pa odločil, da počakam tukaj sončni zahod, ki je tako zelo lepo, da vam ne morem povedati. Jaz bi tle sedel, gledal na tole vasico in užival. No, in tudi bom, ne, ker bom počakal sončni zahod. Iz tazgale kraja se ti pa res ne sme nikamor moditi. Včasih se vprašam, s čim sem se jaz tu zaslužil, da mi je tako lepo. Da vam pokažem obnovljeno restauracijo v hotelu Jet Set Pale, kjer vedno jaz spim. Glejte, so res lepo zrihtali. Saj tudi že prej ni bilo slabo, zdaj so pa res še, bom rekel, tole dodali in je res lepo. Glejte, te stole, misce. Na Bookingu imajo oceno 9,6. Vidite. In tudi so natančni, vse lejte naredijo lepo. Tukaj je celo po tleh tepih, s tepihom je to veliko dela, tako da lejte, res imajo lepo restauracijo. Seveda pa, kakor ste že pri meni videli, že velikokrat, tudi zelo lepe sobe. Moji sopotniki, ki so z mano, so navdušeni, tako da, glejte, če boste v teh krajih, je tole hotel, ki ga sigurno priporočam. Zelo, zelo odlično razmerje med kvaliteto in ceno, res dobite zelo veliko za to, kar plačate. Danes imamo deževni dan, smo v Konjicu, šli smo pogledati to bunker, sicer jaz ne, zato ker sem bil že 10-krat. Tole smo šli pa še na hitro skočili v vasico Raju. Tle sem jaz že velikokrat bil. In tudi najdete posnetke na mojem YouTube kanalu, tako da sam upišete Raju, Tomaž Gorec, pa pogledate. Tukaj se sprehodem do konca, ker imajo en bazenček, ko je voda noter, je zelo lepo, ampak dvomim, da jo imajo zdajle, zato ker ni boh ve kaj vreme, ne. Seveda bomo pa pogledali, pa da vidimo, tukaj bi tole bilo, ne. In glejte, če vi najamete, ne, tukaj le tele hiške, ne, imate tle privat bazenček, se lahko tle zaprete noter in je tole vaše, ne. In imate takle fini, kar velik bazen, vidite, in imate tukaj hiško, ki jo oddaje Halida Bešliča. Ne vem, tle zgleda, da je tu enot ali ni, ne vem. V glavnem, ja, lejte, domiselno, okol pa lejte same gore. To je taka dolinca oska, to je meni všeč, tako da ja, lejte, tudi tle dol, mislim, fino je, fino, ne. Glejte, ne vem pa cene, kakšne so, tako da to preverite na Bookingu, pa boste videli.
Tole je pa zapuščen jez pri kraju Ibdar. Jaz sem tlele plezal gor, tako da tu si lahko pogledate v drugih mojih videih. Šel sem gor tlele ob stran, kele do vrha, pa potem tamle po tistemle balkončku. Mečke ne je bilo straha, tako da poglejte si. Zanimivo, lejte, tudi iz te strani bojo lepo naredili pot. Tako da tukaj bo vse narejeno, bo zelo lepo za sprehoditi se, no, tako da tole jem vsaka čas, da so se to spomnili. Zdaj smo pa že v Jablanici, lejte, to je znameniti most na reki Neretvi iz bitke na Neretvi. Zdaj smo tukaj že dol. Lejte, koliko visok je bil most tamle. Tako da je vse še malo v delu, ampak napreduje. Zdaj smo pa že v Mostarju oziroma nad Mostarjem v Fortici. Jaz sem tukaj prvič. Tukaj imajo ta sprehod po temle. Ne vem, kako se tem reče točno. Nika pa kakor vidite, kar Trnovci. Drugač pa čudovita razgledna točka, takoli pogledam. Tam je tudi neki zipline. Ajč, lepo sem, če ne bi pihalo. Evo, sprehod. Ne, je kao grozno, ker je steklo, ampak meni to ni. Že tam na Biokovem in ni glih kakšne hude sile, no tole pa razgled na Mostar. Tamle, če te dobro pogledali, nekje na sred kamere se vidi celo most, tamle na drugi strani gor, kaj križ, no to je pa Mostar ob reki Neretvi. Takole so to naredili, lejte, vihra zastava. Tale lokalček je zanimiv. Kavico spit imamo in gor so veterance. Bom še šel sem, no, tamle gor zanimivo neka hiška. Ja, vidite, tukaj sem že bil v Mostarju, tukaj pa še ni pol. Zdaj gremo pa še gor pogledati. Tole smo pa v Mostarju na partizanskem pokopališču in hkrati tudi nekem vrste spominskem parku. Žal čist zapuščeno, lejte. Tukajle na telih kamnih so imena padlih borcev iz druge svetovne vojne. Tako da tole bojo mogli malo poštimati. Spomenik je pa čudovit, ne, lejte, na oni stran smo bili prej, Fortica. Tole je približno 15 minut peš od starega mostu in če ste že tukaj, se splača iti pogledati. Lejte, tudi, mislim, ni to kar nekaj, ne. Lejte, to je resno narejeno, ne. Tamle dol, kaj vidite, tukaj se pride in se potem gre gor. Že tak vhod je, bi rekel, lep. No in takole pa tudi pol gor v Esu vod pot, tako da tisti, ki je tole delal, je pa tole delal Bogdanović, isti človek, ki je delal spomenik za Jasenovac in je dobro naredil. Tole je pa restauracija, kjer imamo mi dogovorjeno večerjo. Vidite, pri Krivi Čupriji, to je ta mali mostiček, da vidimo, kako imajo. Kar dobro izgleda. Tole je naša prva točka danes.
trdnjava v Blagaju, se pravi nad izvirom reke Bune. Tako da najprej gremo tole pogledat, potem izvir reke Bune, potem Bunski kanal, Počitelj in na koncu še Medžigorje. Tale čudovit pogled je pa iz trdnjave v Blagaju. Vidite tamle mostarsko letališče. Tukaj na tej strani reka Buna izvira ne vidimo, ki je tik pod to steno. Drugače pa vam bom še malo pokazal ta grad, pa na konci boste videli dron posnetke, ki so res super. Evo, trdnjava v Blagaju še z drugega konca. Ni nekaj ogromna, je pa lepa, zanimiva, čudovite poglede. Not, tle se je pa ena boga kozica zatekla, ki zgleda ima neke z oči probleme in je slepa. Tako da se mi je kar malo zasmela, pa je ne bom močil, ne lepotička, lepa je, se upam, da prideš vam pa da kaj poješ. Tole smo pa na izviru reke Bune. Fantastičen kraj. Reka izvira iz tistele luknje. Kamor da to s čolnom pelejo, nisem še šel, tako da ne vem, a ima to smisel, nima. Tale bela hiška, ki jo vidite velikat na slikah, tu so imeli dreviši. Pa ne vem točno, da bi kaj več povedal, bi mogel mečkan pogledat, pa nisem. Bom šel pa še malo bližje, da še lepš vidite to slikco, to hiško, ker z te strani so res top slikce. Oziroma, tako vam bom rekel, na Instagram pejte, bom zdaj objavil slikco tele hiše. No, zdaj sem pa prišel še malo bližje, da vidite od bližje ta objekt, pa tole lukno. Če boste tukaj, vam predlagam, da greste tudi tale objekt pogledat noter. Za enkrat je zanimivo videti, je pa 5 € vstopnina. Še tukajle, lejte, vam moram pa povedati eno slabo izkušnjo. Lejte, restoran Vrelo, tole vam predlagam, da nikakor ne jed, ker so nesramni. Jaz sem tamle mem prišel in je 4 od naše skupine so sedeli, pil pir, sej, imajo lepo, ne, in lejte, koliko je prazenka vsega. So pil pir in so pač nekaj mene vprašali, pa smo se tleni 4 ustavili in ni bilo 5 minut, stojimo tam, pride ženska, da naj gremo kam drugam razgovarjati, ker to je restoran, ne. Se je glupo, morda bi se mi celo vsel, se ni mogla vedeti, lejte, prazno pa vse zastopen, če bi bilo čisto polno. Tako da evo, lejte, en redkih slabih izkušenj v Bosni, lejte, tole, restoran Vrelo, zapomnite se, pejte raj unga, ker če so bili do mene taki, so tudi do drugih in sam za denar se gre. Tole je pa Bunski kanal, prvič sem tukaj, poznam iz slik, super je izgledalo na slikah, tukaj izgleda pa še bolj super, tako da komaj čakam, da tole drončka dvignem, pa tole posnamem. Noro dober, moram pa tamle malo paziti, kabli so. Zdaj smo pa prispeli v Počitelj. Tisti, ki me spremljate, veste, da sem tukaj že ogromenkrat bil. In zdaj se sprehodim gor do tistega stolpa, kjer je najlepši razgled, kjer je vse najlepše. Od tam bom tudi dron spustil. Pol gremo pa nazaj dol, nekaj pojemo in na to žal počas proti domu. In to je mogoče, nemogoče, sigurno zadnji tak
Nobenega dneva tukaj toplega jaz najbrž ne bom več imel. Letos, se pravi, če ne bom nekam z avionom šel. Ker tukaj je zdaj čez 30 stopinj. In je glih prav fino, no, tole malo propada. To bo enkrat zrihtal, pa bo veliko urejen. Drugače pa vidite, vse hiške kamnite, lepe. Fino, boste tudi videli dron posnetki, vrhunski bojo. Zdaj sem na vrh. Zdaj grem pa še noter so stopnice po tem stolpu in grem še do vrha. Sem bil enkrat, ampak že zelo dolg časa nazaj, tako da bom šel zdaj še enkrat. Z dronom posnetki so pa super, tako da jih vidite, slikce pa na Instagramu. Na Instagramu me najdeš po Tomaž Gorec, pa če me še naslediš, me zasled. No, pot noter je takole, previdnost ne bo odveč. Mislim, jaz bom rekel, ful dober, ne. In ja, vidite, na vsake toliko cajta je, no ne vem, tle je zdaj, vidite, nadstropje bi rekel. A ne, sej, jaz sem... Tle je vrh, vidite, ampak štenge gre pa še gor. Tako da grem jaz še gor, da vidimo, kam pridemo. Tle ne gremo. Streho so popravili, ker sem bil na zadnje. Mislim, ko imam zadnji dron posnetek, sem videl, da je luknja in sem videl, da pa nije odle pa takle fin pogled dole. Splača se je gor. Poglejte, tule so porcije čevapu s prilogo za 5 evrov. Jaz pa imam pa takole, pa še boljš.